En lep pozdrav vsem skupaj. Moje ime je Ana Bogdan Zupančič in sem visokošolska učiteljica na socialni pedagogiki na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Sem socialna pedagoginja z srcem, glavo in rokami. Ta moto mi je še posebej ljub, predvsem zato, ker poudari pomembnost tega, da si kot socialni pedagog cel človek. To pomeni, da nekako so tvoje vrednote in tvoje dejanja in to, kar počneš v poklicnem udejstvovanju, zelo močno prepleteni in povezani. Zakaj sem se odločila za poklic socialne pedagoginje? Mogoče ena taka hipna odločitev. V 4. letniku srednje šole se je pravzaprav šele rodila, do takrat sem mislila, da bom veterinarka. In kaj je zanimivo, je to, da ko recimo se z študenti pogovarjamo o tem, kjer poklic bi izbrali, preden so se odločili za socialno pedagogiko, jih tam skoraj 1/4 oziroma 1/3 reče veterinar. Tako da mi je zanimivo, na to povezanost bomo še malo raziskovali. Sicer pa se mi zdi, da je za poklic pomembno, da imamo radi ljudi. Jaz imam zelo rada ljudi, sem humanistka in kljub temu, da je spekter človeškega vedenja se razprostira vse tja do zelo destruktivnih vedenj, še vedno verjamem v potencial človeka. In ga tudi zelo rada raziskujem in iščem načine, kako ga okrepiti in negovati, zaradi tega, ker se mi zdi, da je pač to en način, na katerega lahko pomagamo izboljšati družbo. Rada tudi postavljam vprašanja o enakosti, o enakopravnosti, o pravičnosti in predvsem o enakovrednosti človeških bitij. In se mi zdi, da tudi zaradi tega je poklic moje poslanstvo. Zdaj pa mogoče še na kratko nekaj malega o tem, kaj sploh je socialna pedagogika. Socialna pedagogika se ukvarja oziroma nekako je vedno nekje vmes med posameznikom in skupnostjo. To pomeni, da nekako išče ravnovesje med tem, kdaj v ospredje oziroma koliko pomaga posamezniku, da se ukrepi v odnosu do neke skupnosti oziroma družbe, v kateri biva. In če dam en konkreten primer, v začetkih, ko se je socialna pedagogika šele formalno umestila v naš izobraževalni sistem, se je poudarjalo, takrat smo šele začeli živeti ta nov demokratičen, neoliberalen način življenja in smo se nekako vedno bolj prilagajali skupnosti na začetku. Tako da takrat je socialna pedagogika bolj se postavila na stran posameznika. No, danes, oziroma ga je želela bolj podpreti v temu, da se zavzame zase, ko je recimo bil pred odločitvijo jaz ali skupnost. Zdaj, ko smo ko je preteklo že kar 30 let, od takrat, ko se je socialna pedagogika pač tudi formalno umestila v vzgojno-izobraževalni sistem, pa je posameznik pridobil na veljavi in sedaj se v bistvu socialna pedagogika nekoliko bolj mogoče nagiba v prid skupnosti. To pomeni, da išče načine, kako bi posameznika spodbudila, da se vključi, da najde vire moči v skupnosti in da zadovoljno sobiva z drugimi in potem seveda tudi sam s sabo. Socialna pedagogija zelo verjame v pomen vzgoje in izobraževanja, se pravi edukacije, verjame v to, da se da s tem, da ljudi izobražujemo, opolnomočimo, tudi reševati nekatere socialne izzive, nekatere socialne probleme. Temelji seveda na človekovih pravicah in svoboščinah, to je tisto, kar je osnova in nekako je vedno nekoliko alternativna, se pravi, da vedno razmišlja tudi malo izven okvirjev in mogoče celo provokativno, kdaj pa kdaj. V sodobnih trendih se pa kot socialni pedagogi bolj nagibamo k temu, da sestavljamo oziroma sestavljamo mozaik ali pa mogoče kolaž vseh nekih strok, znanosti, disciplin na svojstven način. To pomeni, zato sem omenila ta eklekticizem, se pravi, da sestavljamo zavestno različna znanja, različne poglede, različne metode, tehnike in jih nekako pokombiniramo na svoj način. In tako delujemo situaciji in okoliščinam primerno.
Socialni pedagogi smo tudi zelo znani po tem, da smo fleksibilni v svojih vlogah, ker velikokrat delujemo v okviru tega, da delamo z posamezniki v njihovih življenjskih okoljih, se znajdemo v različnih poklicnih vlogah, tako da smo včasih učitelji, včasih smo svetovalni delavci, smo pa mogoče tudi malo manj formalne, zavzemamo tudi malo manj formalne vloge, kot je recimo vloga nadomestnega starša ali pa tudi včasih vloga nekega prijatelja, podpornika v tem smislu. Zdaj pa, če gremo še na nekaj formalnosti v zvezi z magistrskim študijem socialne pedagogike, torej gre za univerzitetni študijski program druge stopnje, po katerem dobite naziv magistrica, magister, profesor, profesorica socialne pedagogike. Pogoji so torej zaključena nekako prva stopnja, prva bolonjska stopnja, 180 kreditnih točk. Nekako teh podatkov in informacij ne bom zdaj zelo natančno vam tukaj brala oziroma razlagala, ker vse dobite na spletnih straneh in v drugih občilih. Tako da mogoče, kar je tisto, kar ponavadi študente pred vpisom zanima, so te diferencialni izpiti. Večinoma izbiramo med 5 diferencialnimi izpiti, se pravi, glede na to, kater program ste zaključili na prvi stopnji. In če ste zaključili sorodni program, kot je recimo andragogika ali pa recimo pedagogika na kakšnih drugih univerzah, potem vas ponavadi čakata vsaj 2 diferencialna izpita. Eden je iz osnov socialne pedagogike, torej da nam pokažete oziroma da usvojite vsaj neka tista temeljna znanja, ki se nam zdijo pomembna, zato da lahko študij nadaljujete, potem nekako vzporedno z ostalimi študenti, ki so tudi absolvirali že prvo stopnjo socialne pedagogike, in pa potem drugi je pa delo z otroki in mladostniki s čustveno-vedenjskimi težavami oziroma motnjami, ki pa je nekako izhodišče oziroma neka primarna vloga socialnega pedagoga v vzgojno-izobraževalnem delovanju. Potem so tukaj še temelji oziroma osnove pedagogike, potem pedagoška psihologija in pa inkluzivna oziroma specialna pedagogika, če pač tega niste imeli na prvi stopnji. Razpisanih bo 30 razpisnih mest in sicer rednega študija, ki bo potekal tukaj na sedežu fakultete v Kopru. In študij traja 2 leti, pridobite pa v bistvu v vsakem letniku 60 kreditnih točk. Mogoče, kar je vsebina študija, je na drugi stopnji veliko bolj specifično, sprav socialno-pedagoška. To pomeni, da so predmeti, ki so res vezani na naše specifike, na našo socialno-pedagoško delo, medtem ko je mogoče nekaj malega splošnega, še vedno recimo psihiatrija za socialne pedagoge je nekaj takega, kar je bolj splošno. Omogočimo vam v vsakem letniku po 3 tedne prakse, kar pomeni, da in želimo tudi, da ob študiju delujete veliko praktično, torej da se tudi prostovoljno udejstvujete in si s tem pridobivate pomembne izkušnje za delo. Seveda pa študij zahteva tudi nekaj samostojnega študijskega dela. Tole so naši predmeti v prvem letniku. Mogoče zdaj vsakega posebej ne bom posebej razlagala, ampak toliko, da malo dobite vtis. Veliko je nekih svetovalnih pristopov, konkretnega v bistvu dela, kjer se ukvarjamo z tem, kako naše teoretično znanje, ki smo ga pridobivali tekom prve stopnje, potem zdaj tudi konkretizirati. Tako da je veliko tudi poudarka na nekih interakcijah, na vajah, na praktičnem usposabljanju. Drugi letnik, tudi tukaj, kot sem rekla, je pedagoška praksa traja 3 tedne in kar se mi zdi mogoče ena dodana vrednost je tudi ta, da vas spremljamo tudi poleg vaših mentorjev, vam ponudimo tudi v okviru izvajalcev programa tudi supervizije, če jih potrebujete in se potem dobimo, da malo predebatiramo, kar se vam na praksi dogaja. Potem imate pa seveda vsakič možnost izbrati tudi izbirne predmete, ki jih ponudimo v okviru fakultete in pa recimo tukaj je en tak zelo aktualen, ki se zdaj konstantno izvaja, ta upravljanje s stresom, ki se mi zdi mogoče tudi
eden od pomembnih, predvsem zato, ker so poklici pomoči zelo pač taki, da oziroma se kaže v poklicih pomoči velika mera izgorevanja in se mi zdi, da je fajn, da to naglasimo. No, potem pa še izbirni predmeti izven fakultete, kjer pač lahko izbirate tudi predmete in ponudbo, ki se nahaja na drugih fakultetah. Se pravi, nekako morate samo gledati, da so kreditne točke ustrezajo in potem mogoče tudi usklajevati z urnikom, ki ga imate. Mogoče še nekaj o nas izvajalcih, zdaj slišali ste že nekaj o meni, se pravi o moji izbiri poklica. Jaz sem sicer tudi vrsto let delovala v svetovalni službi in kot izvajalka dodatne strokovne pomoči v osnovni šoli, tako da veliko znanja in nekih izkušenj v zvezi z delom z otroki, mladostniki, starši, strokovnimi delavci imam in tudi jih zelo spretno vključujem v predavanja. Se mi zdi, da izkušnje so tiste, ki jih študenti res najraje slišijo in sprejmejo in v bistvu tudi dajo neko tako dodano vrednost predavanjem in tudi vajam, nekim interakcijam, ki jih imamo. No, potem pa tudi ostali izvajalci, večinoma vsi izhajajo iz prakse, kar se mi zdi, da je res naša mogoče neka močna točka. Se pravi, vsi moji kolegi so bili prej nekako zaposleni v institucijah, v katerih smo lahko kot socialni pedagogi zaposleni, prihajamo tako iz vzgojnega zavoda, stanovanjskih skupin, potem iz mladinskih domov, srednje šole, tako res raznoliko. Ja, z dnevnega centra, se pravi tudi izkušnje, nekateri izvajalci imamo tudi izkušnje z delom z odraslimi in tudi starostniki, kar vedno bolj prihaja v ospredje tudi v socialni pedagogiki. Mogoče tako, kje smo v sistemu umeščeni, se pravi, mi govorimo zdaj o tej drugi stopnji, o socialni pedagogiki, sicer doktorskega študija še nimamo, ampak lahko socialno pedagogiko potem na tretji stopnji raziskujete tudi v okviru edukacijskih ved, tako ponavadi se odločamo. Mogoče še naša področja zaposlitve, primarno seveda institucionalna vzgoja, od tod izhajamo. Se pravi, socialna pedagogika v Sloveniji se je začela razvijati iz tega, da smo želeli izboljšati obravnavo otrok in mladostnikov, ki so imeli takšne in drugačne težave na področju vedenja in čustvovanja in so se zatekali tudi v mladostniški kriminal. Tako da na podlagi tega se je potem začela razvijati izvendružinska vzgoja in od tu smo začeli razvijati socialno pedagogiko, ki je pa zdaj, se vidite, njen profesionalni fokus se je zelo razširil. To je tudi nekak trend v svetovnem pogledu. Iz vzgojnih zavodov, zaporov, mladinskih domov, zavodov za usposabljanje smo šli tudi širše, potem na osnovne šole, vrtce, dijaške domove in zelo veliko socialnih pedagogov zdaj trenutno je zaposlenih v osnovnih šolah. Tukaj mogoče ena pomembna informacija, ki sem jo prej pozabila omeniti, je ta, da je socialna pedagogika letos razpisana kot deficitaren poklic in je sofinanciran študij na drugi stopnji, prav zaradi te potrebe prakse, ker pač ni kadra. Potem seveda se vedno bolj, veliko se pojavljamo tudi v nevladnem sektorju, vem, da je recimo v Društvu za nenasilno komunikacijo, ki ga verjetno bolj poznate, je kar nekaj socialnih pedagogov, potem recimo v raznih programih za odvajanje odvisnosti od prepovedanih in dovoljenih substanc in pač v nevladnem sektorju, v preventivnih programih se pojavljamo. In potem vedno bolj aktualno je pa tudi gospodarski sektor. V Nemčiji recimo sploh je trend, da se socialni pedagogi zaposlujejo kot kakšni kadrovniki v kadrovskih službah, zato ker je pač ta klima in kultura organizacije pomemben pokazatelj in oziroma tudi nek zagotovitelj tega, da je gospodarska družba uspešna. Tako da mi smo dobri v tem, da znamo poskrbeti za klimo. Po drugi strani se pa vedno več kolegov nekako tudi samo zaposluje, se pravi v okviru lastnih zavodov in pa tudi SP-jev. Tole je nekaj utrinkov iz naših delovanj, študentskih delovanj znotraj ob študijskih dejavnosti, večinoma tudi v okviru študija. Zelo smo izkustveni, radi v bistvu
se učimo tako, da tudi izkusimo, se pravi learning by doing. Zdi se nam, da so življenjske izkušnje v bistvu res en tak pomemben dejavnik učenja, no, in to vpletamo tudi v naše delo, v naše delovanje na splošno. Tukaj lahko mogoče kakšno besedico rečem še o doživljajski pedagogiki, ki je tudi podlaga za naše udejstvovanje v praksi. Zdi se mi, da gre zelo dobro skupaj z našim vodilom Srcem, glavo in rokami, ne, in s tem, da si kot socialni pedagog hkrati tudi nekoliko doživljajski pedagog, to dvoje je zelo povezano, no, in tukaj se v teh sličicah se to tudi dobro vidi. Tako, zdaj bi se vam pa zahvalila za vašo pozornost in upam, da se vidimo na socialni pedagogiki na Pedagoški fakulteti v Kopru.